Peugeot je pri svojem prvem resnem električnem poskusu izbral povsem svojo pot. Mnogi proizvajalci se razvoja električnih vozil lotijo s povsem novimi modeli, ki jim običajno nadanejo tudi povsem novo poimenovanje. No in ponavadi začnejo nekje na vrhu ponudbene palete, torej z manj ljudskimi modeli. Peugeot pa je začel s svojima dvema najbolj dostopnima modeloma, 208 in 2008. No in ta dva sta na voljo tudi z bencinskimi oziroma celo dizelskimi motorji. Želimo, ponuditi alternativni pogon vozilom, ki vemo, da so več kot po dizajnu in opremi primerna, ravno tako cenovno pozicionirana, dodajamo pa pogon, se pravi, dodajamo to moč izbire sami stranki. Oba avtomobila imata identičen električni pogon, no in če ga čisto preprosto razložimo, elektromotor z močjo 100 kW se nahaja spredaj in poganja prednji kolesni par. No, baterija pa ima kapaciteto 50 kWh in se nahaja po celotnem dnu vozila. Z enim polnjenjem bomo lahko prevozili približno 340 km v primeru modela E208 in pa 20 km manj v primeru modela E2008, ker je preprosto nekoliko zajetnejši. Je treba tukaj dodati, da so vsa naša vozila serijsko opremljena za toplotno črpalko, kar omogoča še dodaten prihranek in nekje po izračunih tudi do 50 dodatnih kilometrov vožnje, kajti porabi veliko manj energije za določene, termične procese, ki jih pač vozilo potrebuje. Kar pa zadeva same baterije, je le-ta vodno hlajena, kar dodatno omogoča optimalno polnjenje in predvsem pa izrabo, energije, ki je v sami bateriji. Lastnike električnih 2008 in 208 bo razveselilo dejstvo, da njuna prostornost v primerjavi s običajno gnanimi različicami ni prav nič okrnjena. Zahvala gre koncernski modularni platformi. Poenostavljeno povedano, ne gre le za nekako predelano bencinsko različico z električnimi komponentami, ampak je v skladu z multienergijsko mislijo razvoj avtomobila potekal že od samega začetka. Na razočaranje ljubiteljev športnih vozil pa se je z zadnjo generacijo poslovil ljudski športnik 208 GTI. No, bi ga lahko morda zamenjala električna različica? Gotovo, razmislek gre tudi v to smer. V tem trenutku ne bi želel, napovedovati nekih produktov. Gotovo pa, 508 PSE je zgolj en nakazatelj, da to ni zadnji produkt, ki je narejen v sodelovanju z Peugeot Sportom in verjamem, da športnost ne bo zamrla čez noč.